Če smo še do nedavnega menili, da bomo v šole večno hodili s torbami, knjigami in zvezki, to danes ne velja več. Danes smo že krepko zakorakali v obdobje računalništva, ko so računalniki postali osnovno učno orodje učencev tudi v Sloveniji. Ne še vseh, vendar se njihovo število povečuje. Temu je svoj kanček prispeval tudi tako imenovani projekt uvajanja e-šolstva, ki ga je pripravilo Ministrstvo za šolstvo. V letu 2009 je ministrstvo objavilo javni razpis, na katerem je zbralo v bistvu 3 projekte, ki jih pod skupnim imenom imenujemo kar e-šolstvo, tako da praktično uporabniki, učitelji tega niti ne zaznajo, da gre za 3 projekte. V bistvu tega projekta je kaj? Želeli smo dvigniti standard e-kompetentnosti učiteljev. To pomeni ne sama tehnična znanja, ampak predvsem uporaba računalnikov, interneta in ostale tehnologije pri samem pouku. Poleg projekta e-šolstvo, seveda ministrstvo zagotavlja tudi ostale stvari, da bomo rekli celovita informatizacija šolstva v resnici poteka. In sicer eno je sama infrastruktura, tako da lahko vidite, da v zadnjih 3 letih je nekako na šolah prišlo nekaj več kot 21,000 računalnikov, če prištejemo prenosnike. Seveda tudi digitalni projektorji so ena izmed, bomo rekli, danes nepogrešljivih stvari v razredu. Smo pa tudi, se že približujemo počasi številki 2000 teh interaktivnih tabel, oziroma nasplošno rečemo temu interaktivne naprave, ker nimamo samo table, imamo tudi recimo čitalnike, ki si samo pritrdijo na klasično tablo in že je pouk lahko veliko bolj interaktivno kot sicer. No, potem imamo seveda še neke ostale opreme. Naslednja stvar, o katerih smo seveda tudi slišali marsikaj, in sicer multimedijska interaktivna gradiva. V zadnjih 3 letih je nastalo 57, od leta 2006 skupaj pa v bistvu imamo 128 obsežnih e-gradiv, ki pokrivajo kar lepo paleto predmetov. Nekatera e-gradiva seveda se uporabljajo veliko več, nekatera manj. Na ministrstvu vsaj enkrat na mesec spremljamo statistiko uporabe in vsekakor recimo letošnjega septembra smo zopet zabeležili velik porast. Na ljubljanski gimnaziji Jožeta Plečnika so se na ta projekt pripravljali 2 leti in na začetku letošnjega šolskega leta so v 2. letniku tudi organizirali pouk na tak način. Računalniki so postali učno orodje dijakov celega razreda. Zato je bilo zanimivo prisluhniti razredničarki takšnega razreda, ki se bo jutri lahko tudi imenovala e-razredničarka. Moram povedati, da čeprav sem razrednik, notebook razredu e-redovalnice pravzaprav ne uporabljam, oziroma e-dnevnika, zato ker smo do zdaj pravzaprav namenili pozornost predvsem načrtovanju dela v razredu, kar se nam v šoli zdi najpomembnejše oziroma pomembnejše, bom rekla, od samega administrativnega dela. Sicer v nadaljevanju razmišljamo tudi v tej smeri, vendar se bomo lotili tega šele takrat, kot je že kolegica rekla, ko bomo imeli v razredu seveda tudi neke določene rezultate. Sicer pa morda še besedo kot profesorica biologije, moram reči, da že vrsto let uporabljam računalnik pri svojem predmetu. Moram pa povedati, da mi bo pa zdaj toliko lažje, ker na šoli sicer imamo mobilno učilnico, pomeni, da imamo računalnike, za katere moraš prej rezervirati, da jih dobiš, da jih lahko uporabljajo dijaki pri pouku. No, zdaj mi bo toliko lažje, ker lahko v vsakem trenutku, ko pridem v ta razred, seveda načrtovano uporabljamo te računalnike.
Matematika je lahko eden izmed predmetov, ki naj bi ga doba uvajanja e-šolstva bolj približala učencem. Zakaj sem se sploh odločila pri matematiki sodelovati v projektu? Vi imate sami izkušnje z matematiko. Matematika zna biti na trenutke zelo mukotrpna, to je treba priznati. Računalnik pa nudi nove dodatne možnosti, s katerimi lahko matematiko bolj približamo dijaku, dodatno osmislimo uporabo matematike v primerih iz vsakdanjega življenja, lahko se gremo modeliranje. Te zadeve so mogoče samo z tablo in s flomastrom rahlo težje, tukaj pa vidimo zelo velike prednosti za uporabo računalnikov. Predvsem si pa želim v tem projektu spremeniti vlogo dijakov in seveda tudi svojo vlogo. Želim, da dijaki postanejo pri pouku mnogo bolj aktivni. Spremeni se njihova vloga v tem smislu, da dijaki ne samo sprejemajo matematične zakonitosti, ampak jih s pomočjo računalnika sami odkrivajo, spoznavajo zakonitosti, raziskujejo matematiko. In tukaj vidim jaz bistven napredek pri poučevanju matematike. Dijak aktivno spoznava, raziskuje matematiko. Znanje, ki je pridobljeno na tak način, je potem tudi mnogo dalj časa traja, ostane v spominu. Zaenkrat so izkušnje pozitivne, pozitivne izkušnje so tudi pri dijakih, kaj več bomo pa znali povedati, ko bomo šli skozi ta projekt v teku šolskega leta. Minister za šolstvo Igor Lukšič je imel tudi zelo pozitivno mnenje o tem projektu, ki ga je takole opisal. Tu smo zato, da promoviramo početje posameznih šol, prav te šole in učiteljev, ki so se lotili zahtevnega posla, ki ni del kurikuluma, ampak je nekaj čez, zahteva dodatno motivacijo, dodatni napor in to se mi zdi, da je vredno, da počastimo. Predvsem zaradi tega, ker je treba zadevo organizacijsko široko zastaviti, če hočemo, da bo pustila sled ne samo v tej šoli, ampak v celem sistemu. Zato kolegi iz ministrstva in iz Zavoda za šolstvo sodelujejo pri tem projektu, da bi spremljajo, so v sodelovanju s kolegicami, da bi ta izkušnja postala potem dejansko del šolskega sistema. Tisto, kar je pomembno, dodatno in ima širše dimenzije, presega to šolo, je spopad dveh konceptov, velikih konceptov. Eden poskuša v šolo pripeljati licenciranje kot način obiranja staršev in šol. Se pravi, da bi preko računalnikov prišli do vsebin, ki so v privatni lasti in ima ta privatna skupina potem možnost pobirati sredstva vsako leto in to naj bi nadomestilo učbenike. Mi na ministrstvu gremo po drugi poti. Imamo e-gradiva, elektronska gradiva, ki jih zdaj pretvarjamo v elektronske učbenike, ki so dostopni za vsakega brezplačno. Hkrati opremljamo šole z računalniki, ki so tudi brezplačni. Tudi rad zdaj komentiral enega od kolegov, ravnateljev, ki ga zelo pogosto pokličete k besedi, ko je ministrstvo dalo šoli brezplačne računalnike, je za medije razglasil, da je to brez veze, ko pa mu je privatno podjetje prineslo računalnike, potem je to razglasil kot veliko zgodbo. Računalnike, na katerih je potem staršem dal kakor možnost, da plačujejo elektronska gradiva, ki so tam na uporabo. Seveda ne gre tle samo za individualne stvari, zaradi tega bi rad vas prosil, da ste na to pozorni. To se ne dogaja samo v šolskem prostoru, se dogaja vse posod. Jaz sem danes bil na otvoritvi enega seminarja, kjer javna agencija za knjigo odpira elektronski portal, na katerem bi vse strokovne revije, ki jih država sofinancira, bile dostopne, se pravi njihova vsebina bila dostopna
celotni javnosti. Obstaja seveda drug koncept, kjer je treba vse to zapirati pred ljudmi in to, kar recimo država financira kot znanost in razvoj novih spoznanj, da je to dostopno samo tisti, ki imajo denar. Torej, to se mi zdi pomembno, da se vidi in da tudi širša javnost vidi, da se v šolskem prostoru po zaslugi teh učiteljev dogajajo veliki premiki, ki niso obešani na veliki zvon, niso pa obešani na veliki zvon, zato ker oni od tega nič nimajo. In to ne gre za profit kogarkoli, katerekoli družbe. In to se mi zdi pomembno, veste, ker zdaj v svetu poteka točno ta velika bitka. Če zahodna civilizacija ne bo pristala na nov koncept, se pravi, da delamo za skupnost in preko skupnosti za posameznika in posamezniki za skupnost, potem se nam ta kriza ne bo končala, se bo vlekla in na koncu bomo zabredli na najnižjo možno točko, ki jo je ta civilizacija v prejšnjem stoletju izkusila vsaj dvakrat. Torej gre za velike stvari, tudi pri tej mali stvari. Zaradi tega sem tukaj, ker bi rad opogumil vse te učiteljice, ravnatelja in celoten kolektiv in seveda prek tega tudi druge, da delajo veliko stvar, da to ne gre samo za to, veste, da si vzamejo malo več časa, ta malo več časa pomeni za Slovenijo in za nek razvojni koncept veliko zgodbo. Kako pa so to veliko zgodbo sprejeli dijaki? S pomočjo računalnikov oziroma interneta hitreje dostopamo do informacij, ki jih potrebujemo za učenje. Vendar na koncu je še vseeno samo od samih nas odvisno, kako se bomo naučili. Zdaj, računalnik ti pač je nek pripomoček, vendar je še vseeno od nas samih odvisno, a bomo mi to sprejeli na dober, pozitiven način in če ga bomo pač vključili in če ga bomo sprejeli. Rajš imam zapiske na računalniku, ker sem precej zmeden človek in ponavadi se ful zmedem pri zapiskih, zato me ful veseli, da lahko uporabljamo zapiske, s tem se lažje znajdem. Potem tudi glede tega, da ne uporabljamo več toliko listov, pa tega, da ne zgubim, pa kaj tasga, da imam vse na računalniku, da vem, kje je in da ne morem izgubiti, da ne morem reči, tega pa nimam, tega pa ne. Pa s tem lahko recimo tudi domačno nalogo naprintam, lahko jo, ne vem, dopolnim in vse brez, da bi, ne vem, 3-krat prečrtala indeks pa to, tako da je. Če že danes lahko rečemo adijo šolske torbe, knjige, zvezki, ali bomo potem jutri rekli še adijo šola, adijo učitelji? Na to vprašanje pa naj odgovori čas.